Danes bomo pa torej spoznali osnove upravljanja z denarjem, ugotovili bomo, kaj so kriptovalute, opozorili na napake, ki smo jih že omenili in se kljub vsem trudu finančnih hiš pogosto dogajajo, in ob koncu predlagali nekaj nasvetov za investiranje. Torej, spoštovani poslušalci, zavrite vodo, pripravite čaj in že bomo nazaj. Danes je v naši družbi Izidor Benčina, vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Gre za slovensko podjetje, ki vam pomaga pri varnem in enostavnem nakupu kriptovalut. Pa če bi kar začeli na začetku, kaj sploh so kriptovalute? Tukaj mogoče moramo stopiti en korak nazaj pa pogledati, kaj je ozadje kriptovalut. In potem vidimo, da je to dejansko tehnologija po imenu blockchain tehnologija, ki v bistvu prinaša, jaz pravim, red na internet, ker gre za varno hrambo podatkov na internetu. Trenutno imamo kar probleme, kako v bistvu razlikovati, kaj je dobra informacija, kaj je slaba informacija. Podjetja imajo probleme z obdelavo podatkov. V bistvu blockchain tehnologija zagotavlja to, da ko enkrat podatek zapisan na internetu v neke podatkovne baze, da ne more biti potem več spremenjen. In dejansko to rabimo v tem svetu, tudi s prihodom umetne inteligence in tako naprej, rabimo to verodostojnost na internetu. In v bistvu mi, ko kupimo del nekega projekta, ki rešuje neko hrambo podatkov verodostojno, v bistvu s kriptovaluto kupimo del tega projekta in to je dejansko kriptovaluto, torej del tehnološkega projekta. Čeprav razumem, je glavna prednost kriptovalut to, da je edinstvena, oziroma vsak zapis je edinstven, ampak to isto velja za fizičen denar. Tako da, kakšne so v bistvu te glavne razlike med tem denarjem, ki ga poznamo, in kriptovalutami? Največja razlika je v bistvu to, kot sem omenil, v bistvu gre pri kriptovalutah za poslovne projekte, pri Bitcoinu gre načeloma za neko novodobno plačilno sredstvo, je pa največja razlika ta, da naše dolarje, evre in tako naprej lahko tiskamo jih že vrsto let, centralne banke tiskajo denar in v bistvu s tem razvrednotijo vrednost denarja. To pomeni tudi, da se nam cene v trgovinah zaradi tega zvišujejo, se pravi inflacija. In dejansko Bitcoin kot ohranjevalec vrednosti ohranja oziroma celo pridobiva na njegovi vrednosti, s čimer tudi mi skozi zgodovino kupimo več z isto vrednostjo. Oziroma, če imamo en Bitcoin na zalogi, lahko iz leta v leto več z njim kupujemo. Je to tudi eden izmed razlogov, da se ljudje odločajo za nakup kriptovalut? Razlogov je več, nekateri hoče čez noč zaslužiti. Ja, resni investitorji pa definitivno investirajo za to, da bojo se vsaj ubranili inflaciji oziroma da ustvarijo nekaj za pokojnino, za zdravstvo. Na drugi strani pa iščemo luksus, tudi normalno, tako da kripto je tukaj, da nam ta luksus lahko prinese. Ampak mnogo ljudi pa izpostavlja tveganja. Kakšna tveganja lahko srečamo torej na poti v svetu kriptovalut in kriptotrgovanja? Tveganje je definitivno kar nekaj. Tveganja so v bistvu že to, kdaj kupiti, po kaki ceni, katere projekte kupiti, a dejansko rešujejo probleme v svetu, ali je to neka megla, tako kamor se kdo misli, ker obstaja tudi megla v kriptovalutah. Tako da, kje kupiti, se pravi, na kateri menjalnici, kako shraniti, kdaj kaj odprodati, kar nekaj se je treba izobraziti, da pridemo v bistvu do tega, da smo uspešni. Kakšni pa so recimo potencialni dobički? Koliko človek lahko zasluži s kriptovalutami? Ti donosi so lahko zelo nadpovprečni. Mi na Incrementumu smo v zadnjih letih napravili nekje 8-kratnik za stranke, nekateri so ustvarili tudi več. Je pa vedno potrebno pogledati to razmerje med donosom pa tveganjem, tako da v prvi vrsti je potrebno res pogledati, da se investira v kriptovaluto, ki nima tazga tveganja. Tam so seveda manjši donosi. Prej sva omenila, da lahko pride do tveganja pri izbiri hrambe. Mogoče bi lahko tukaj izpostavila, kje lahko varno shranjujemo naše kriptovalute. Najboljši način je hramba na hladni hrambi.
Se pravi, to zgleda kot ključki, USB ključki, kamor naložimo dostope do naših kriptovalut. Fajn je tudi, da te naše ključke potem shranimo v sefih, v bankah, ne nekje doma v predalu ali pa na kakšnih, bog ne daj, neprimernih mestih, po kakšnih žepih in tako naprej. Ja, kriptovalute so relativno nove, investiranje v delnice pa je tisto, ki ga predvsem starejši med poslušalci bolje poznajo. Izidor, ali se bolj splača investirati v kripto ali kupiti delnice? Splača se investirati in v delnice in v kripto. Zelo pomembna je namreč razpršenost pri investiranju, tako da kripto je tisti, ki nam seveda lahko prinese konkretno boljše donose, tako da splača se definitivno bolj v kripto investirati, je pa tudi možno v kripto investirati manjši del, tako da tudi manj izpostavimo naših sredstev v trgu, tako da obe naložbi sta pa dobre, predvsem tehnološke delnice lahko prinesejo zelo podobne donose tudi kot kriptovalute, tako da jaz sem kar podpornik obeh načinov. Važno je, da nimamo denarja v štumfu doma? To je bistveno, ker tam pa samo zgubljena vrednost. Inflacija. Ja. Ja. Na internetu je ogromno informacij o kriptovalutah. Ali obstaja morda kakšna spletna stran, ki je zares zanesljiva? Na tem mestu bi svetoval mogoče že naša e-mailing lista našega podjetja Incrementum. Tukaj se potrudimo, da res damo dober content ven, tako da tedensko, mesečno naši sledilci dobijo kar nekaj uporabnih informacij. Kar se tiče nekih spletnih strani, mogoče cointelegraph.com, Blockworks, sam sledim tudi določenim upravljalcem, predvsem na menjalnici Economy, tako da kar se tiče interneta, je res težko. Tukaj je boljše, če se človek potem giblje v neki družbi, ki ima že nekaj izkušenj na tem področju. Ampak družba, ki ni taka kot recimo, ki smo jo omenili v začetku oddaje, da je nekdo, ki se je pač po domače rečeno nategnil in potem širi to negativno vest. Družba mora biti takih ljudi, pa ne samo pri investiranju. Družba, ki je že pri nečemu uspela. Zgledovati se je potrebno v financah po tistemu, ki mu je že finančno uspelo, v zdravju po tistemu, ki je zdrav, v odnosih po tistemu, ki ima dobre odnose. Tako da tako družbo, take mentorje si moramo iskati. Zdaj pa, če smo malo bolj konkretna, kdaj veš, da je pravi čas, da kupiš ali pa prodaš kriptovaluto? V bistvu najbolj preprost na svet, kar se ga lahko da in tudi upošteva, ga je pa najtežje upoštevati. In to je to v bistvu, kdaj kupiti glede na to, kje se nahajajo cene na trgu. Torej, kupujemo takrat, ko so cene nizke in prodajamo takrat, ko so cene visoke. Torej, moramo pa iti kontra svojim čustvom, pa spet se lahko navežemo na to, ko omenjava naše okolje, ko nam okolje sugerira ne kupiti, tam boš zgubil, tam so prevare in tako naprej. Takrat moramo, če hočemo biti uspešni pri investiranju, vstopati v sam trg. Pa spet ne samo v kripto, tudi na delnicah, na zlatu, na nepremičninah. Povsod je isto. Tako da to je eno tisto pravilo, ki je bistveno v tej cikli na samem trgu. Ampak zadevo potem moraš spremljati skozi, ne? Recimo, če izhajam iz svoje kože, pa recimo moje generacije, ki se jim ne da pretirano s tem ukvarjati, kaj pa nasvet za njih? Najbolje, da ko se investira, ko se nizko investira. Kaj to pomeni nizko? Mogoče, da še to razložim. Če je vsaj trg nižje od prejšnjega najvišjega vrha, se pravi, ko se zgodi padec trga, na kriptu nekje lahko tudi 80%, vse do tam, kjer so cene nižje od prejšnjega vrha, je še nekak dober trenutek, ker vemo, da tudi vsak naslednji vrh bo višji od prejšnjega. Tako da to so zakonitosti vseh trgov. Smiselno pa potem, ko vstopimo v trg, nekje pri podvajanju, vsaj na kriptotrgu, pri podvajanju našega vložka nekje 20% ven postopamo pobirati. Se pravi, 10 tisočakov na primer investiramo, ko pridemo na 20, dajmo 4 tisočake nazaj na banko spraviti. In potem ponovno ta cikl dvokratnik, 20% ven in tako pridemo zelo hiter vložek, spravimo pod streho in si napravimo seme,
od katerega lahko živimo naslednjih 10-20 let. No, to je že odličen nasvet. Kako pa sicer analizirati tveganja pri naložbah v kriptovalute v primerjavi z običajnimi finančnimi inštrumenti? Običajni finančni inštrumenti so že zelo veliki po tržnih kapitalizacijah, to pomeni, koliko je sama neka vrednost projekta, koliko je sama vrednost projekta. Pri kriptovalutah je treba biti pazljiv, ker so lahko nekateri projekti zelo majhni po tržni kapitalizaciji in dejansko moramo tukaj najbolj pogledati. Za tiste, ki še nismo dovolj izkušeni na kriptovalutah, bi svetoval, da izbirajo kriptovalute z velikim market capom, to pomeni nekje boljše, da govorimo o milijardah kot pa o milijonih. Nepredstavljive številke. Ja. Zdaj pa, če so zelo aktualna, kako bo z Bitcoinom v prihodnosti, glede na to, da so ETF skladi sredi januarja uradno bili odobreni strani ZDA? V bistvu je dogodek naslednjega desetletja, kar je prinesel na trg, ker bodo tukaj res ogromne količine sredstev, pa tukaj spet lahko govorimo ne samo o milijardah, ampak o tisočih milijard, ki se bodo stekle v trg. To lahko pričakujemo že v tem letu oziroma že v naslednjih mesecih. Pa ne glede na to, ali bi ETF sklad bil sprejet ali ne, Bitcoin bi šel svojo pot, tako da velikrat je bil že razglašen za mrtvega, ampak Bitcoina to prav nič ne briga in gre svojo pot. Ampak kaj recimo to pomeni za nas smrtnike, ne? Kaj naj naredimo? Kako se naj odzovemo na to novico? Investirajmo čim prej, ker nam zmanjkuje časa. In tukaj ta čas merimo v tednih, niti ne v mesecih. Aha. Ker institucije prihajajo s svojimi milijardami zraven, pokojninski skladi ameriški, dejansko v Ameriki bodo penzionisti imeli del svojega premoženja v kriptovalutah. Vse več denarja se bo stekalo na trg in to povzroči močno rast cen. Tako da, vkolikor hočemo nekaj imeti od kriptotrga, tedni nas ločijo od nadpovprečnih donosov. Lahko vstopamo kasneje, sem bodo donosi toliko manjši. Torej, če si danes poslušalci samo to informacijo danejo v svoj ruzak in grejo s to informacijo v svet, bo dovolj. Mislim, da bo kar Začetek dovolj. bo kar dobro, ne? Pa ne glede na to, zdaj še pred glasbo, še eno informacijo bi želel od tebe. Kako izbrati najboljšo ali pa najboljše 3 kriptovalute in katere so to? Omenil sem že te največje tržne kapitalizacije. Vsi poznamo Bitcoin, tako da definitivno Bitcoin je tisti, ki prinaša varnost, ki se tudi tretira kot digital gold. Mlade zanima investicijo v digitalna sredstva, ne več toliko v neke fizične zadeve. Tukaj je tudi Ethereum, druga največja kriptovaluta. Če smo tukaj že pri 3, bi pa mogoče dodal še Chainlink projekt, ki pa rešuje sledenje v bančnem sektorju, se pravi SWIFT sistem. Dejansko banke povzemajo sam projekt za transparentnost pri njihovemu delovanju. In tukaj je spet treba paziti na varnost, ne? Ja, kje kupiti, da res kupimo na pravi menjalnici, pa da to tudi pravilno shranimo. Če imamo to na menjalnici, da imamo res dobro postavljena, močna gesla. Izidor, jaz verjamem, da mnogi poskusijo sami kupiti kriptovaluto, mnogo aplikacij obstaja, in verjetno z razlogom, da se izognajo morebitnim upravljalskim stroškom. Kakšen je tvoj komentar na to? Ko se mi nečesa učimo, je zadnja stvar, kar moramo na stroške gledati. Ker če že na začetku gledamo, da bomo nekje stroškovno skozi pršili, je to že en lep recept za neuspeh. To je, kot da bi šel jaz bajto prekrivati z neznanjem, se pravi šparam na stroških in verjetno bi tista streha najbolj izgledala, definitivno po vode ne bi držala in pri investiranju je isto. Tako vedno je treba nekaj dati, a ne, če hočemo dobiti nazaj. Vse denar je energija, tako da. Kakšni so recimo plusi pa minusi tvojega dela, torej poklica finančnega svetovalca? Kakšni so plusi? Jaz bi se mogoče obrnil, kak mora biti sam svetovalec, pa kakšen ne, da je tudi v bistvu stranka posledično zadovoljna. In navezal bi se na to stranke ob nekih padcih na trgu, ker trg je živ in stalno niha in tudi v rasti niha, zna zaniha tudi v rasti za 30-40% navzdol. Stranke padajo v paniko in dejansko znajo kaj narobe narediti. In takrat mora svetovalec
to stranko držati za rokco in mu pravilno svetovati in dejansko se odlepiti od njegovih čustev in biti zelo trdno v temu, verjeti v to, kar dela, ohranjati in sebe in stranko mirno in le tako je v bistvu lahko stranka in svetovalec posledično zadovoljen. Se pravi, minus je pa to, da dejansko kot svetovalec padeš v tisti čustven vrtiljak trga in s tem potegneš še stranko, potem pa ne gre več nič prav. V bistvu takrat je potrebno stranki reči, zdaj se pa še doplača in če stranka to prav sprejme, oba bosta najbolj zadovoljna. Torej, ob pacih se dodatno kupuje. Na kakšen način pa pomagate strankam, sploh tistim, ki so manj seznanjene s kriptovalutam, pri sprejemanju odločitev? Kaj se morajo te stranke najprej vprašati, preden kupijo svojo prvo kriptovaluto? Najprej morajo razumeti te cikle, ki sem jih že omenil na trgu, ki so zakonitost vseh trgov, da se pogleda, kje je trg, a je nizko ali visoko. Potem se je pa treba vprašati, koliko časa želim investirati, kakšni so moji cilji, ker nobena investicija ni za par mesecev, niti kripto, tudi če si kdo misli, da bo čez noč zaslužil, tako da potrebno investirati za več let in pa sprejeti to dejstvo, da smo v nekem momentu, da imamo lahko tudi pol manj na računu, kolikor smo investirali. Le na tak način pridemo do tistih nekajkratnikov našega vložka. Kako pa prepoznamo trende v gibanju cen kriptovalut, oziroma a obstajajo kakšne preproste smernice za začetnike? Kako pravzaprav sploh biti uspešen v tem poslu? Je ta smernica, tako kot sem že rekel, zoom out grafa, se pravi, oddaljimo se od grafa, ne gledamo urnega grafa ali pa dnevnega, mesečnega, letnega, to vse pozabimo. Glejmo v bistvu za par let, pogledamo, kje se nahaja, kje je trg najvišje bil, kje se zdaj nahaja in če vidimo, da je 50, 60, 70% pod vodo, kjer je že bil, nam da jasen signal, da je prava točka za vstop. Ja, kaj pa, če se recimo zgodi COVID, ne, ko vse dol pade, ko vidiš že, ko misliš že, da bodo kriptovalute crknile, ne? Najprej pomislimo, da bomo mi crknili. Ja, da bomo mi crknili, jaz skupaj s tem tvojim nasvetom prej, da ko je vse najbolj na dnu, pa je treba nabaviti. Ja. To je bila najlepša točka. Covidna situacija je nekaterim mojim strankam prinesla tudi 20-kratnik investicije, tako da imam par pogumnežev, ki so takrat razumeli moje sporočilo, da je potrebno investirati zdaj, kaj največja panika, ko je kri na trgih in to so darila trga. Kako pa se lahko izognemo davkom? Skozi več je namreč govora o obdavčitvi kriptovalut. Kako so obdavčeni kriptozaslužki? Prvo kot prvo, jaz mislim, da se ni prav izogibati davkom. Kar se pa tiče kriptovalut, je pa tako, da zaenkrat še ni nobenega davka. Verjetno v prihodnosti bo med nami, zaenkrat je davek samo, če smo mi zelo aktivni na trgu, da se to tretira, kot da mi že tak posel delamo, se pravi, da stalno nekaj premikamo med kriptovalutami, da imamo dejavnost prav. Kakšna pa je vloga vlade in regulativ na vpliv na trgovanje s kriptovalutami? Regulacije oziroma zakoni prinašajo en velik red na kriptotrg. Veliko je bilo, še vedno je prevar, je pa že na nivoju Evropske unije sprejeta zakonodaja Majka oziroma po slovensko Micka, si lažje zapomnimo. Ta zakonodaja prinaša ta red, da bo jasno, kdo v določeni državi Evropske unije nadzira kriptotrg oziroma podjetje, ki se ukvarjajo s kriptom. Tako je tudi v bistvu vse več zaupanja v kripto. Nenazadnje tudi naše podjetje že nadzira Banka Slovenije. Smo registrirani na Ministrstvu za finance v uradnem registru ponudnikov storitev virtualnih valut. Tako da to vse vzbuja še več zaupanja v kripto, kar posledično tudi prinaša višje cene na trgu in lepe donose. Kako pa se lahko recimo izognemo goljufijam in prevaram pri uporabi kriptovalut? Tukaj bi jaz priporočal definitivno, da si vsaj enkrat na mesec ogleda spletno stran Varni na internetu, www.varninainternetu.si. Hitri nasveti so pa
Dajte stran od vseh teh ponudb, kjer vidite 200 evrov investirajte, 250 evrov, pa že kar izračune zraven, garancije, velike zaslužke, hitre zaslužke, velikokrat izkoristil še znane obraze, Luka Dončić, Damjan Murko, predsednica naše države in tako naprej. To so vse prevare in čim dlje od tega. Tako da ni hitrih zaslužkov, treba je investirati srednjeročno, dolgoročno. Kako pa napoveduješ prihodnost? Kaj misliš, kako bo s kriptovalutami v prihodnosti, oziroma kako kriptovalute vplivajo na globalno ekonomijo in pa kakšne so potencialne prednosti ter izzivi, ki jih kriptovalute prinašajo? Tukaj bom spet izpostavil samo blockchain tehnologijo, ki prehaja v vse pore tega sveta počasi. Predvsem bančni sektor je tisti, ki je trenutno največji in kjer se blockchain tehnologija vpeljuje s svetlobno hitrostjo. Tudi države v bistvu ustanavljajo svoje digitalne valute, ki bodo temeljile na blockchainu. Tako da blockchain je ta naša prihodnost, še enkrat prenaša red na internet, tako da veliko nas še čaka v naslednjem desetletju. Niti sanja se nam ne, kako se bo svet preobrazil v bolj varen svet. So izkušnje najboljša šola po tvojem mnenju, ali je bolje, da se vnaprej pripravimo, ko vstopamo v svet financ? Odvisno za kater finančni segment gre. Če govorimo o delnicah, če govorimo o nepremičninah, če govorimo o zlatu, imamo časa, kolikor hočemo, oziroma ni res, kolikor hočemo, ampak imamo malo več časa, da se izobrazimo. Kar se pa tiče kriptotrga, pa nažalost trg ne bo večno nam dajal nadpovprečnih donosov, ker trg bo zrastel in bo dajal take donose kot delniški trg, kot trg zlata in škoda, da bi to zamudili. Tako da jaz na kriptotrgu svetujem investitorjem, da si čim prej poiščejo nekega strokovnjaka, ki jim bo v bistvu varno zadevo rešil, ki vam bo pač pripeljal vas do donosov. Vmes se pa vi lahko vzporedno izobražujete. In v bistvu po nekaj letih izobraževanja boste pa prišli do točke, ko boste rekli, ok, jaz ne rabim več strokovnjaka, sam sem primeren za investiranje, ali pa totalno prav sem naredil, da sem se odločil za strokovnjaka, jaz tega nisem sposoben, nimam želje, nimam volje, nimam časa, nimam energije, tako da mislim, da tekom investicije potem dobimo odgovor. Vmes pa fajn, da smo že investirani, da od trga v naslednjih letih potegnemo tisto, kar nam bo trg prinesel. Izidor Benčina, vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Hvala lepa za obisk tukaj v našem studiu in želim ti srečno, pogumno, tako kot si dokazal v naši oddaji, da leti znaš. Tudi vam želim še naprej super ustvarjanje takih podcastov.